Razvijamo mobilno igro Kabum. Kabum je napeta mobilna, strateška, potezna igra, ki povezuje prijatelje, kravžlja možgančke in preganja dolg čas. Ekipo sestavljamo jaz, Niko Senekovič, jaz študiram ekonomijo, imamo dizajnerko Manjo Potočnik, ki študira v Gradcu, imamo programera Aljaža Babiča, ki študira na Feriju v Mariboru, in drugega programera Klemna Plazarja, ki študira tudi na Feriju. Imamo pa mentorja, ki je magister iz ekonomske poslovne fakultete v Mariboru. Koncept igre je takšen, da najprej pišemo s Facebook računom, dobimo seznam prijateljev in svojo prvo bombico, takšno. To bombico lahko potaknemo svojemu prijatelju, ki že ima inštalirano igro. Trenutku, ko mu jo potaknemo, se na bombi vklopi odštevalnik časa in ta prijatelj ima 1 uro časa, da odkrije to bombico, da jo lahko poda naprej. Če je ne odkrije, mu eksplodira v njegovi bazi in cela veriga igralcev, skozi katero je šla ta bombica, dobi točke. In s temi točkami lahko potem kupujejo razne nadgradnje za bombice, ščite, če grejo spat po noči, da jim ne pošiljajo vsi bombic, in pa oblikujejo bombo po svojem okusu, zamenjajo oči, zamenjajo frizuro, podobne stvari. Raziskujemo podvodni svet, raziskujemo oceane, zaradi tega, ker podatki, ki jih danes dobivamo, niso dovolj ažurni. Znanstvene raziskave so slabo financirane, mi pa rabimo podatke o tem podvodnem svetu. Ker podvodni svet je onesnažen, imamo veliko ljudi bo v prihodnjih letih počitnikovalo ob morju, s tem, da dejstvo je, da več kot polovica svetovnega prebivalstva pa že itak biva ob morju. In v bistvu naš namen je, da dobimo vse potrebne informacije. In zdaj naši uporabniki, mi razvijamo zdaj 3D vizualizacijo podvodnega sveta in naši uporabniki, tu bojo potapljači in seveda tudi vsi ostali, bojo preko crowdsourcing pristopa vnašali podatke v ta naš sistem. In tako bomo mi potem dobili to bazo podatkov, ki bojo uporabniki lahko tudi uporabljali. Ideja naše aplikacije je v bistvu zelo preprosta, ko se posameznik ali posameznica znajde v dilemi ob nakupovanju, ko torej ne ve, ali določen kos oblačila pristoji ali ne, se v bistvu za našo aplikacijo fotografira, izbere svoje zaupanje vredne prijatelje oziroma naključne uporabnike aplikacije Shop or Drop in jim pošlje fotografijo. Ti dobijo push obvestilo, lahko tako odgovorijo za shop, torej kupi ali drop opusti. Konkurenca je bila zelo močna, zmage smo zelo veseli in se bomo potrudili, da zmagamo tudi na regionalnem finalu in se uvrstimo v Seattle.